Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, spoštovani starši, ponovno dobrodošli med nami. Tokrat bomo osvetlili nov vidik za vsakdanje življenje nujno potrebnih veščin. Danes bomo govorili, kako ravnati, ko otrok piše prve črke, torej o spretnosti zapisovanja črk, besed, besedil. Z našo četrto oddajo bomo sklenili naše popotovanje po poteh pismenosti, ki jo lahko razvijamo v krogu družine. Tako bomo sklenili naše skupno popotovanje skozi različne vidike temeljnih spretnosti, ki tvorijo splošno pismenost. Spoštovani starši, pred vami je zadnja oddaja, s katero zaokrožujemo cikel oddaj o razvoju pismenosti v družini z igro do pismenosti. V zadnji oddaji skupaj z gosti prikazujemo poti in načine, kako otrokom še pred vstopom v šolo pomagamo pri prepoznavanju in pisanju črk, pri začetnem branju in s tem vstopanju v čudoviti svet zanimivih zgodb. Naša želja je, da se iz te naravne otrokove radovednosti in potrebe po učenju kasneje razvije navdušeni mladi bralec. Poglejmo skupaj, kako igrivo in zanimivo je lahko učenje branja in pisanja za starše in otroke. Ali naj otroka učimo abecede že pred vstopom v šolo, je pogosto vprašanje staršev, še posebej tistih, ki bodo kmalu imeli v družini prvošolčka. Skozi oddajo boste spoznali, kako ravnati, kako lahko učinkovito pomagamo, da otroka ne bi silili k pisanju prezgodaj, na drugi strani pa da bo ob vstopu v šolo vseeno dobro opremljen s potrebnimi veščinami. Spet vam bomo pokazali nekaj praktičnih korakov, ki so primerni za razvoj spretnosti, potrebnih za pisanje. Z obvladovanjem tega bo vaš otrok v vstopu v šolo dobro pripravljen. Vabim vas, da pozorno prisluhnete naši gosti v studiu. S svojimi bogatimi izkušnjami o korakih, s katerimi otroka vodimo k pisanju na sproščen način, nam bo pomagala razumeti, kaj je spretnost pisanja. Med nami posebej pozdravljamo našo gostjo, gospod Tanjo Černe. Gospod Tanja, dober dan. Dober dan, lepo pozdravljeni. Že več kot 10 let se ukvarjate z otroci, ki imajo različne razvojne in učne težave. Svetovalnim delom se ukvarjate, zato vas bom prosila, da nam poveste, kako naj starši ravnamo, ko otrok začne pisati prve črke, prve besede. Zanima me, ali naj ga vzpodbujamo, naj iščemo priložnosti, da bi otrok vadil pisanje. Ja, zelo je pomembno, da otroka vzpodbujamo in sicer v vsakdanjih situacijah. Da gremo na primer z otrokom v knjižnico, potem da gremo skupaj z otrokom v trgovino, da si doma pripravimo seznam stvari, ki jih bomo nakupili in da otrok pri tem pisanju nekako tudi sodeluje, da je ob nas in da nas opazuje. Potem je pomembno, ko gremo v samo trgovino, da otroku preberemo, kaj piše na določenih izdelkih, da otrok razpozna nekako besedo kot celoto in da vidi, da ima vsak predmet določeno ime, ki se lahko prebere in pa napiše. To se pravi, iščemo različne situacije, da otroka v teh potrebah nekako spodbujamo, ker ko je otrok dovolj zrel, potem sam začne razvijati področje branja in pisanja. Začne nas spraševati, zanimajo ga črke, zanimajo ga posamezni napisi, igra se na ta način in v tem primeru vemo, da je nekako otrok zrel in da lahko potem razvijamo kot starši in pa spodbujamo to področje branja in pisanja. Kaj svetujete strokovnjaki? Ali naj starši pustimo otroka, da začne pisati tako, kot rečemo, po posluhu, da zapiše besedo tako, kot jo sliši, ali naj ga že zgodaj navajamo na pravilno pisanje, da bo pravilno zapisal besedo? V zgodnjem obdobju je pomembno, da otrok zapisuje spontano, zato ker v tem zgodnjem obdobju njegove spoznavne sposobnosti še niso toliko razvite, da bi na primer lahko ločeval prvo, zadnjo črko v besedi, da bi spoznal zaporedje črk v besedi ali glasov, ali da bi vedel, da za posamezen glas obstoja simbol, ki se mu reče črka. Vidimo, da kot starši lahko veliko storimo. Kot smo slišali, v vsakdanjem življenju se nam ponuja veliko možnosti. Ali se zavedamo, kako pomembno je, da z otrokom vadimo omenjene veščine, ki jih morda nismo povezovali s spretnostjo pisanja?
Poglejmo si naš izobraževalni prispevek o tem, kaj lahko že v predšolskem obdobju v krogu družine storimo, da bomo našega malčka čim bolje pripravili, da bo kasneje kot šolar brez težav pisal črke, besede in besedila. Družinska pismenost je razmeroma nov termin v naši strokovni praksi, nanaša se pa na različne dejavnosti, ki potekajo v družini in so povezane s pismenostjo. Ena od teh dejavnosti je tudi povezana konkretno s pisanjem, to je spoznavanje črk, spoznavanje tehnike pisanja in branja, ki se pri nas večinoma začne v šoli, to da veliko otrok začne spraševati v domačem okolju ali v vrtcu o tem že pred vstopom v šolo. Dobro je spodbujati ta otrokov interes, ker ga na ta način bolje pripravljamo za učenje branja in pisanja. Ko začne otrok s pisanjem, je seveda pomembno, da ga spodbujamo od samega začetka. Hkrati je pomembno tudi to, da oblikujemo oziroma ustvarimo okolje, ki spodbuja to pisanje. To pomeni, da otrok na eni strani opazuje lahko vas, da včasih kakšno stvar zapišete in da s tem nekaj želite sporočiti drugemu, da razume, kaj je sploh namen pisanja. Po drugi strani seveda čisto preprosto, da ima papir, da ima pisala, da lahko začne sporočanje takrat, ko začuti to potrebo. Običajno pričnejo otroci z zapisovanjem svojega imena in ponavadi to ime ni zapisano niti pravilno. Včasih so črke narobe obrnjene, včasih jih izpuščajo in zelo pogosto in praviloma izpuščajo posamezne črke in glasove. Ni potrebno, da ga popravljate, kajti to je njegov podpis. Takrat, če ste recimo 3 leta, zmore toliko tistih sposobnosti, da bi otrok lahko že pri 3 letih ali pri 4 letih popolnoma pravilno zapisal svoje ime, otrok še nima razvitih in tudi ni potrebno, da ga urimo v tem pravilnem pisanju. Če vam kot staršem veliko pomeni, da otrok pravilno zapiše svoje ime, potem mu lahko pokažete, kakšen je pravilen zapis, ampak ta otrok ga bo razumel kot sliko. In če bo večkrat šel z vami skozi to sliko, jo opazoval, jo tudi zapisoval, potem bo tudi zapis recimo njegovega imena lahko pravilen, ampak ni pravilen zapis še zdaleč ni najpomembnejši v tem obdobju. En otrok bo pokazal zanimanje za to, da bi neko sled pustil na papirju že zelo zgodaj in bo njegovo risanje zelo kmalu prešlo v posnemanje teh znakov, črk, ki jih vidi okrog sebe. Pri drugem tega zanimanja ne bo in nič hudega. Tudi če bo otrok začel s pisanjem pri 6-7 letih, bo to popolnoma v redu. Otrok opazuje in če bo videl, da njegovi starši velikokrat vzamejo v roke, da nekaj pišejo, da s tem pisanjem torej nekaj drugemu sporočajo, potem bo spoznal funkcijo in namen tega. In skozi to se v bistvu potem porodi želja, tudi jaz bi rad nekaj sporočil, zato ti bom zapisal in zato ti bom napisal. Zato vzame svinčnik v roke in zapiše in začne zapisovati prve besede. Ko pa začne zapisovati prve besede, je seveda nerealno pričakovati, da bodo te besede zapisane pravilno, niti ni potrebno, niti otrok tega ne zmore. Tako kot mu ne narekujemo hišica se nariše tako in človek se nariše tako, mu tudi ne narekujemo črka se napiše tako in tako. Zelo, zelo dolgo je mogoče otroka pustiti, da piše po svoje, ne v vrstice, ne od črte do črte. Črke, pisavo naj bi srečal igrivo v igri, tako kot vse drugo se bo tudi pisanja lažje naučil v igri, kot pa na nek prisilen način. To, da otrok riše, da piše, pa ni nujno, da piše ravno črke, da ima razvito to fino motoriko, kot pravimo, strokovno, torej to drobno motoriko, da je sposoben napisovati ravne linije, krive, torej poševne linije, krivulje in tako dalje, vse to mu pomaga
pomaga k lažjemu pisanju. Tisto učenje posameznih črk ni odločilno. Namreč, če ima otrok razvite te grafomotorične sposobnosti in če ima razvite še sposobnosti slušnega razločevanja in slušnega razčlenjevanja, kar pomeni, da zna recimo v besedi, ki jo sliši, poiskati prvi glas, zadnji glas, da sliši, iz katerih glasov se je sestavljena beseda in tako naprej. In veliko bolj pomaga pri samem opismenjevanju v šoli, kot pa samo naučene črke. Torej, starši lahko pomagamo in najbolje pripravljamo svoje otroke na šolo in na opismenjevanje, tako, da z njimi razvijamo te sposobnosti, kako preko igre. To se pravi, da na eni strani recimo opazujemo samo črke, to lahko naredimo mimogrede, ko smo na sprehodu, ko smo v trgovinah, opazujemo te črke, te znake, v čem so si podobne, v čem se razlikujejo, da včasih potem v peskovniku mimogrede in sproti narišemo in napišemo kakšno črko, predvsem pa da otroci veliko rišejo in veliko spontano pišejo tako, kot želijo. Staršem priporočam, da če želijo odgovore na vprašanja v zvezi s tem, kako otroke pripravljati na vstop v šolo in na učenje branja, zlasti pisanja, da se lahko obrnejo na vzgojiteljice v vrtcih, učiteljice v nižjih razredih osnovne šole, knjižničarje in druge strokovnjake v predšolskih ustanovah. Otroci prihajajo s svojimi starši v knjižnico.